Knjiga pravzaprav poskuša najti presečišče med klasičnimi in sodobnimi raziskavami živali v vseh treh sklopih človekovega ustvarjanja in delovanja, ki pa niso osrediščene na človeka, temveč na žival, v novih paradigmah sveta, torej v novi ontološki paradigmi in živalskem obratu. Tako v folklori kot v literaturi je fokalizacija usmerjena prav v tiste reprezentacije živali, ki jih osvetljuje analitični žarek, usmerjen v središče posameznih perspektiv pogleda na žival. A ne samo to, ne gre le za ugotavljanje reprezentacij, gre tudi za analitično-kritični komentar teh reprezentacij, ki izvirajo iz resničnosti, ter resničnost življenja živali skušajo predstaviti skozi nove vidike pogleda na žival. Hkrati pa zavrniti vse tisto, kar v novih družbeno-političnih razmerah funkcionira le kot negativna kulturna praksa ali negativna tradicija in bi moralo biti zavrnjeno. V teoretskih izhodiščih in premislekih najprej predstavljam raziskovalne in metodološke podlage, celostno predstavim relativno novo disciplino zoofolkloristiko, ki se povezuje z različnimi vedami, med njimi s kulturno in kritično animalistiko ter kognitivno etologijo. Knjiga je razdeljena v 3 dele, kjer so naslovi kot neke vrste trikratna abstraktna tematska vodila skozi 3 sklope poglavij ali zookoncepti. V prvih 6 poglavjih razmišljamo o živalih v folklori, ljudskih pesmih, pripovedih, literaturi in filmu, o njihovih objektivizacijah in subjektivizacijah, o medvrstnih in čezvrstnih razmerjih, o zoofolklori kot odsevu resničnosti, a tudi o njenem preseganju. Dotaknem se ptice, kače, škorpijona, jelena, psa v folklori in literaturi ter filmu. V zoofolklori, ki je bila v preteklih raziskovanjih prezrta, sem v njeno preučevanje vpeljevala nove segmente pogledov na prezentirana živalska življenja. Zooliteratura in zoofilm pa se razodevajo kot imaginativni skok v prostore povezanosti in razločenosti živali z ljudmi, v dimenzije pomenskih in globinskih obratov njihovih ustvarjalnih reprezentacij. Nato razpravljam o miselnih prostorih posameznih ustvarjalcev, od Makarovič prek Šalamuna, Zajca, Strniše, Komelja, Detele v primerjavi s Kecejem do Badalič, ki žariščijo živalske usode v nenehnem pozitivnem in negativnem srečevanju z ljudmi. V zadnjih 6 poglavjih je predstavljen heterogen sklop obravnav živali v družbi in kulturi, a s participacijo folklore in literature, v kateri odseva ali v njej tudi transformirana. Prikazane so posamezne vrste živali, ki bivajo v različnih geografskih in kulturnih prostorih, na primer golob, pes, gos, konj, prašič. Naseljenih s človekom, ki jih bodisi sprejema ali pa izrinja iz njih, jih uporablja ali zlorablja ali pa zgolj tolerira. V teh poglavjih povezujem diskurze svetega, geografije živali, njihovo bivanje, delovanje, eksistiranje v urbanem ali ruralnem svetu. Tam prepoznavam njihovo delovanje in živalsko kulturo ter odseve človeške dediščine in tradicionalnih ter kulturnih praks, ki jim onemogočajo svobodno življenje. Zaključujem pa z razpravljanji o zoopoetiki, smrti in žalovanju. V finali na koncu knjige v 4 kadencah sumiram spoznanja. Upam, da bo knjiga postala neke vrste izhodišče za nove raziskovalne usmeritve. Ekopoetika bi, tako v folklori kot v literaturi, lahko ozaveščala, imaginacija bi lahko bila prva stopnja k resnični pravičnosti za vsa bitja, ki bi vodila ljudi na poti k aktivnosti, še posebno takrat, ko je pravičnost v koliziji s tradicijo in dediščino.